Po dnevih pogrebnih slovesnosti v Iranu danes poteka sprevod za nekdanjega vrhovnega voditelja države Alija Hameneja čez mejo v Iraku. Tisoče žalujočih se je zbralo v šiitskem svetem mestu Nadžaf, kjer so se iranskemu vodstvu pridružili visoki iraški uradniki. Več o tem. Tisoče žalujočih je v sredo napolnilo ulice iraškega svetega mesta Nadžaf na pogrebni procesiji nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, človeka, ki je desetletja zatiral doma in širil teror v tujini. Njegovo telo je v iraško mesto prispelo sinoči, v spremstvu predsednika Masuda Pezeškjana in zunanjega ministra Abasa Arakčija, ki ju je sprejel iraški premier Ali Al-Zaidi. Krsta, ovita v zastavo Islamske republike in zaprta za steklom, se je počasi premikala skozi množico na zadnjem delu tovornjaka, medtem ko so žalujoči vihteli rdeče in črne zastave, ki simbolizirajo maščevanje. Prišli smo izrazit sožalje islamskemu narodu ob mučeništvu tega islamskega junaka, ki se je boril proti nevernikom, ki se je boril proti Ameriki in Izraelu ter ju ponižal. Procesija se je nato premaknila proti svetišču imama Alija, enemu najsvetejših krajev šiitskega islama, kjer so visoki duhovniki vodili pogrebne molitve. Pogreb je del 6-dnevnih, skrbno organiziranih državnih slovesnosti, ki naj bi pokazale, da je iransko vodstvo ostalo enotno potem, ko je bil Hamenej ubit v skupnem ameriško-izraelskem napadu 28. februarja. Med vojno je Teheran uporabil svojo mrežo oboroženih šiitskih milic v Iraku, zvestih iranski revolucionarni gardi, za napade na zalivske države in za lov na kurdsko opozicijo na iraških tleh. Nedavno imenovani iraški premier, ki je prevzel položaj s podporo ZDA, se zdaj znajde ujet med Washingtonom in Teheranom. Iranu, podprti milicam, je dal rok do 30. septembra, da se razorožijo, kar bi lahko napelo odnose z Iranom. Po slovesnostih v Nadžafu bo telo Hameneja potovalo v sveto mesto Karbala, preden se vrne v Iran, kjer naj bi ga v četrtek pokopali v njegovem rojstnem kraju Mašhad. Njegov naslednik in sin Muqtada se od prevzema vloge marca še ni pojavil v javnosti. Z nami je zdaj Hussein Abdu Hussein, raziskovalec pri organizaciji Foundation for Defense of Democracies. Hussein, lepo, da ste z nami na I24 News English. Ko pogledamo to pogrebno procesijo, kakšno sporočilo Iran pošilja s tem, da je Hamenejevo krsto pripeljal prav v Nadžaf? To je tretje najsvetejše mesto za šiite. Kakšen je pomen tega? To je tretje najsvetejše mesto za šiite po Meki in Medini, vendar je v šiitskem svetu enakovredno Vatikanu. Tukaj prebiva najvišja verska avtoriteta šiitske skupnosti že vsaj od 800-letja. Nadžaf je imel svoje rivalstvo z miselnostjo Homeinija, ustanovitelja Islamske republike Iran, in seveda tudi s Hamenejem samim. Hamenej, tako Homeini kot Hamenej, sta poskušala pritegniti Nadžaf na svojo stran. To ni uspelo. Tako Nadžaf v času njegovega življenja, Nadžaf nikoli ni prisegel zvestobe Aliju Hameneju. Zdaj, mislim, da Iranci poskušajo pokazati, da je bil on voditelj celotnega šiitskega sveta, ne samo v Iranu, ampak tudi v Iraku, vključno z Nadžafom. Ampak mislim, da gre za nekakšen PR trik. Ne vidim, da bi ta človek dejansko pridobil Nadžaf na svojo stran, kot si je želel v svojem življenju. Kaj to potem pomeni za frakcije v Iraku, ki jih podpira Iran? Ko ta pogrebna procesija poteka skozi Irak, kako to vpliva na iranski vpliv, isti vpliv, ki se ga Washington poskuša znebiti? Tukaj je simbolni vidik, da je bil ta človek šiitski učenjak. Zavedajte se, da nikoli ni dosegel višjega položaja, vendar je bil šiitski učenjak. In Nadžaf je eno veliko pokopališče. To je kraj, kjer si vsi šiiti želijo biti pokopani. Svoje mrtve pošiljajo vse od Indije, Pakistana in Evrope. Tako je, po eni strani Nadžaf domovina šiitov kot simbol vere. Po drugi strani pa to ne pomeni, da če telo Alija Hameneja pride v Nadžaf in Karbalo, to ne pomeni, da bodo milice Hilel preživele rok, ki ga je določila iraška vlada, to je 30. september. Potem pa govorimo o moči režima kot celote
in o moči vrhovnega voditelja. Dejstvo, da novi vrhovni voditelj Muqtada Hamenej, sin Alija Hameneja, ni na očetovem pogrebu. Ni ga bilo videti. Od začetka vojne, 28. februarja, ga ni bilo slišati. Kakšno sporočilo to pošilja podpornikom iranskega režima? Zdi se mi, da podporniki iranskega režima niso povsem prepričani, da je Hamenejev sin res na njihovi strani. Morda je tukaj, vendar je v nekakšni komi ali kaj podobnega. Ne samo to, nihče ga ni videl, ni bilo niti enega posnetega glasovnega sporočila od njega. Kar je ponavadi najlažje, celo za ljudi, ki se skrivajo pred, saj veš, dolgo roko ameriške pravice, kot sta Osama bin Laden in Saddam Hussein. Tudi ti tipi so iz svojih skrivališč pošiljali glasovna sporočila. Zdaj, od Hameneja smo videli samo sliko na kartonu. Zato mislim, da dvom narašča. Nihče ne ve, kdo vodi Iran. In to se kaže v ravnanju Irancev. Vidimo, da govorijo eno, delajo pa drugo. Zdi se mi, da je veliko tekmujočih in nasprotujočih si frakcij in to ni dober znak za iranski islamski režim. Bi rekli, da je to konec vrhovne oblasti vrhovnega voditelja. Ali gledamo v prihodnost Irana, kjer ajatola ne bo imel več zadnje besede, ampak jo bo imela iranska revolucionarna garda ali režim? To bo zagotovo tako po Hamenejevi smrti. Hamenej sam naj ne bi bil tako pomemben človek. Mislim, Khomeini je bil visok klerik, bil je v sporu z vodstvom v Nadžafu, a je imel še vedno veliko sledilcev v Iranu in po svetu. Hamenej nikoli ni dosegel tega verskega ranga. In način, kako je vladal, je bil prek revolucionarne garde, obveščevalnih agencij, tajne policije, v bistvu z nasiljem in ustrahovanjem. Zdaj je Hamenej odšel, nismo prepričani, da je njegov sin z nami ali da je sposoben opravljati svojo vlogo. Nismo niti prepričani, ali je tako prebrisan v politiki in celo pri uporabi obveščevalnih agencij, da jih obrača eno proti drugi, ker to običajno počnejo diktatorji. Torej, zaenkrat se zdi, da čaka urad vrhovnega vodje težka pot. In nismo prepričani, da ga lahko kdo reši. Še posebej ne ta gospod, ki se sploh ni pojavil v javnosti. Hussein Abdu Hussein, lepo, da ste bili z nami na i24 News English. Hvala. Hvala.